Zdravo, saj Grinc, tukaj iz prezentacije.si, iz podjetja Spletinet. Pozdravljeni v današnji spletinarček, kratek za boljši vid prezentacij prvega v seriji brezplačnih spletinarjev. Skupaj jih bo 7, zato da boste lahko delali sami boljše prezentacije ali pa celo za druge. Lahko mi kadarkoli napišete na serija@prezentacija.si, seveda ob torkih bo mogoče še kakšne bolj plačljive serije, ampak tale serija bo popolnoma brezplačna, od četrtkih velja od 10 do 12. Vam bom odgovarjal v tem času brezplačna vprašanja na elektronsko pošto ali prek Facebook strani, ali mogoče celo tudi Twitter, lahko napišete twitter.com/prezentacija. Skratka, res, kar boste želeli vprašati o prezentacijah, in posnetek bo na voljo mogoče nekje do torka, do pač naslednjega spletinarja, tako da se bo to tudi počasi spreminjalo. Je pa potem seveda izroček dobite, če boste mi poslali kakšno vprašanje v tem času. To. Zdaj, boljši videz prezentacij. Danes bi pogledali, zakaj ne, kratko, zakaj potrebujemo boljše prezentacije danes, zakaj ne več tiste, ki so iz prejšnjega stoletja. Nekaj primerov hitrih izboljšav, tako da ne bomo tukaj nekaj hude znanosti delali, ampak samo kaj lahko naredite hitro pri določenih ekranih in jih potem uporabite na, ne vem, 50 podobnih, ki jih imate v prezentaciji. In en trik vam povem za izročke. Če morate izpolniti to nalogo, da prezentaciji potem po prezentaciji ali pa pred njo pošljete izročke ali pa po prezentaciji natisnete izročke, kaj je boljša ideja kot pa tiste izročke, ki jih imamo zdaj, ki so običajni pri prezentacijah. Vsakič bo seveda en sponzor, danes je sponzor Pripričljiv prezenter. Kaj to pomeni? To je paket svetovalnega dne, 90 minut najmanj pri vas za prezentacijo. Kakšne so more prezentacije danes, priprava, izvedba, dodatne možnosti, ki so zraven. Potem vaša prezentacija vam pomaga v okviru tega paketa storitev, dobite tudi potem komentar o obliki izločene datoteke, da popravite vašo prezentacijo, še tisto, kar ni bilo narejeno v živo. Dobite CD-ROM, kako narediti predstavitev v 1 uri, to je zdaj že 3 leta prvi multimedijski CD-ROM za izdelavo prezentacij in bo kmalu tudi na voljo verzija 2010. Tako da to bo brezplačno na voljo vsem, ki so pač naročili in kupili ta paketek. Potem dobite tudi prezentacijski video, tudi DVD 90 minut, to se pravi tisto, kar je svetovnem dnevu, še posebej na splošnem mišljeno, kako izdelate boljše, kako se pripravite in kako potem prepričate v prezentaciji. In za posladek potem še poslovna analiza telesa, skratka kako povečate čustveno ton vašega pogovora, da ugotovite, ali boste kaj prodali na pogovor ali ne, in če vidite, da je možnost kaj narediti za to, da boste nekaj prodali in kako vas izdajajo potem razni izrazni gibi telesa, obraza in drugih. Za več informacij pojdite na tale URL www.prezentacija.si/pp. Tako, zdaj pa da začnemo res, da ne bomo dolgo vlekli. Zakaj torej potrebujemo boljše prezentacije? Tole sliko ste mogoče že gotovo kdaj videli, pa se je nalašč ponovil še enkrat. Ljudje zaspijo, ljudje vas ne poslušajo potem pri prezentacijah. Ali pa če ste v taki vlogi, da poslušate koga in enostavno ne morete zadržati. Problem je v tem, ker je tako po psiholoških študijah, je pozornost človeka traja nekje samo največ 10 minut. Se pravi, v tem 10 minutah morate povedati marsikaj, bistveno tistega vašega sporočila, tiste vaše točke, samo če je prezentacija daljša kot 10 minut. In če je daljša kot 10 minut, jo razkosate na več kosov po 10 minutah, recimo naredite en dodaten ekran, poveste, kaj se bo zgodilo v naslednjih 10 minutah, ta čas se potem možgani poslušalcev malo spočijejo in greste na drugo temo. Lahko je sorodna, ampak mora biti pa različna od tiste prejšnje teme, ki ste imeli do zdaj. Zakaj potem jasno sporočila ni? Tisto, kar ponavadi vidimo v prezentacije, je branje z ekrana, je branje potem papir, ni stika s poslušalstvom, ni tistega tudi jasnega sporočila, recimo pri grafih razne so tudi legende in potem skačemo z očmi iz legende na graf, pa nazaj in vse to povzroča eno tako zmedenost v glavah poslušalcev. In to dejansko se morate čim bolj pri prezentacijah v živo, torej pri ekranih prezentacijah, jaz ne uporabljam izraza slide, tako da mene ne boste slišali več to uporabljati, ampak bomo rekli ekrani, morate biti isto in jasni, da boste vzdržali pozornost poslušalcev v tem času, v tistih 10 minutah oziroma pri naslednjih 10 minutah.
In pomembna je zgodba. Zdaj, en primer imam na koncu, ker je sicer se veže na podatke, ni pa recimo nekaj takih računovodskih. Jasno, da če boste imeli finančno poročilo za neke revizorje, bo treba res iti skozi številke, ne. Pa še vseeno ne priporočam, nisem imel življenja takega primera, da bi morali imeti res vse tisto tabelo, razlagati podatek za podatkom in tako naprej. To spada v papirno dokumentacijo, to spada v tisto delo na mizi, za prezentacijo pa recimo mora biti izpostavljeni samo najboljši podatki ali pa tudi žal najslabši časov, če je bila velika izguba podjetja in tako naprej. Tako da, grem kar na primere. Ta prvi primer bom tak za na dolgočasno razlago, pa je bom kar v živo naredil. Recimo tipična taka carinski postopek, ko morate razlagati nek določen predpis in tako naprej. In tole je videti, sicer v redu, ampak dolgočasno in se ponavlja. Že tukaj bi, če gremo kar dole hitro popraviti na dodatnem diapozitivu, pa pogledamo, kaj bi naredil. Bistvo tega diapozitiva je odločba. Se pravi, poveste to definicijo, boste povedali tako pri sami prezentaciji. Ali ne, jasno, so luškane, verjetno so mogoče tudi predpisane, ampak so popolnoma tiste brez veze. To je ta prvo, kar bi jaz ukinil. Pravi, gremo tole narediti tole. Zdaj je že precej lepše. Pa če takole pogledamo, so to dejansko samo 3 različne alineje in to lahko kar enostavno črtamo. Pravi, tole bo šlo stran. To je ena alineja, tole je druga alineja in da je med drugim zavezujoča informacija, ki izdaja carinski organi, pomeni, da rabimo samo tole. Zavezujoča informacija, carinski organi povemo v sami predstavitvi. In je tole v glavnem tisto, kar potrebujemo. Zdaj, tole v zadnji mi čisto nič ne pomaga. Najmanj, kar je, bi mogoče recimo, da če je to neka odločba, bi jo jaz nekako drugače predstavil. Bom recimo naredil tole, da tole je očitno ozadje. Gremo dati tole ozadje kar stran, lahko skrijemo z PowerPointom, tukaj delam v Macintoshu, ampak je za Windows PowerPointom popolnoma enako postopek. Dakle, tole je že malo bolje, bomo se dan spuščali v obliko, v strukturo in tako naprej. Ampak tukaj gre za odločbo. Z odločbami nekako, jaz bi rad to tudi videl, kaj to je vizualno. In najmanj, kar je, lahko dodam eno sliko odločbe, ki jo pač sigurno, kje imate, ali sami skenirate, ali pa ste jo dobili kje z interneta, sem zdaj en primer vzel, tako da upam, da ne bomo nobenemu nič škodo, ampak tole je pa ena odločba, kako to zgleda. Prav, dajmo to nekako poskušati pokazati na samem diapozitivu. Zdaj se tole ne bo ločila od tega, pa dajmo začasno dajmo v ozadje, se pravi, tole s tem arrange, pošljete na ozadje. Skušamo tale stek še skrajšati, pomeni upravni akt, se pravi, če odložba pomeni upravni akt, ni treba razlagati, to boste povedali v upravni akt carinskih organov, s katerimi ti določijo, to je jasno, to boste povedali, se pravi upravni akt carinskih organov ali pa kar carine. Potem to dejanje ima pravni učinek, bistveno je spet pravni učinek, se pravi pravni učinek, poveste na koliko oseb in da je to zavezujoča informacija. Po eni strani je zavezujoča tarifna informacija, in zavezujoča informacija o poreklu blaga. Nemo tole tako narediti, pa zavezujoča informacija o poreklu blaga. Tole bo že precej boljš, zdaj pa gremo na tole sliko nazaj, se pravi gremo tekst dati nazaj, da bomo imeli sliko v spredju, zato da bomo lahko delali z njo. Ker bomo tukaj spremenili, da bo tale tekst viden. Včasih, če treba malo premakniti levo, desno tekst, lahko to naredite, ni problem. Zdaj mislim, že imamo kar dobro, pa samo še slike, dajmo recimo v formatiranju slike, vsaj kakšen efekt ali recimo, če drugega ne, naredite vsaj kakšno senco, to enostavno naredite, da prvo zberete tukaj, imate neko tako črno senco. Je pa sigurno dobro še, očitno bo treba še malo narediti, se pravi, dajmo še vsaj tak mali rob. To je to. In lahko v bistvu se še malo poigrati s tem, ni treba, da je ravno tako poševno, lahko recimo malo naredimo perspektivo, naprimer nekaj takega, čisto enostavno. Evo, tako,
In takšnele graf, če pustimo še drugo ozadje, barve in tako naprej, kar bi se lahko še pošpilčkali, ne, je predvsej potem bolj sam ekran pove, kaj odločba je, pokaže primer odločbe in ostalo pa poveste v bistvu sami prezentaciji, ne naštevate vsega tega, ampak to poveste v samem ekranu. In če boste tole naredili, temu morate jasno poznati in boste enostavno razložili tole, kar piše na ekranu, ne boste pa brali. In že to bo veliko bolje, kot pa če bi očitno brali z ekrana. Vse tisto, kar pa je bilo bistvenega naprej, pa bomo pa razložili malo kasneje, kaj bi naredili. Dobro, gremo nazaj na našo prezentacijo. Potem, drugi primer, da imamo en tak pitch za poslovne investitorje. Nekdo je potreboval neko, recimo, predlog prezentacije za podjetje, ki se ukvarja z boljšo organizacijo rezervacij pri zdravniku, če sem dobro razumel. In potrebovali so en tak preprost primer, kako se ta Better Appointment spremeni v Better Appointment. Prav, to je očitno ime podjetja. Poglejmo, kaj sem tukaj naredil. Najprej, kar boste sigurno videli, recimo en tak predlog nekega drugega, je bil tale. Tole je, kot veste, staro. Tole je efekt, ki je bil res v 20. stoletju mogoče dober, ampak danes pa tega res ne morete več narediti. Se pravi, naročilo tega je bilo, da tole spremenite iz teh besed v to. In žal, mislim, tole ne bo prepričal neka grafika še z nekim avtorskim žigom, logo z toho, od koga tole prihaja, tole danes ne prepriča več. In niti nima nobene zveze z podjetjem, ki se ukvarja z finančno, torej organizacijo zdravniških sestankov. Tako da, pogledamo, kaj sem potem jaz naredil. Če sam na hitro komentiram, to bo nek naslov Healthcare Opportunity, to pa je ena rentgenska slika, ker ponavadi zdravnike povezujemo z nekimi slikami, rentgenskimi ali pa s kakšnimi stetoskopi in tako naprej. In zato sem uporabil tole. Bolj da pogledamo kar samo prezentacijo. To bila mogoče lahko začetna slika, pa boste videli, da bom še bolj mogoče popravil na koncu. Potem pa tole, čisto enostavno, kako spremeniti Better Appointment v Better Appointment. Ideja je enostavna, našel sem sliko, kjer je jasno, ker gre za to za poslovne investitorje, bo nek denar v igri. Po drugi strani je pa zdravniška tematika, gre za podjetje, ki se ukvarja z organizacijo torej zdravniških pregledov, za zdravnike. In potem jasno bo zelo ustrezala takšna slika stetoskopa. In kako to spremeniti z Better Appointment? Ja, enostavno sem potem to sliko, kot vidite, slika tudi če ne ustreza velikosti, tako da lahko sliko pač raztegnete tam, ko jo želite. Tole potem seveda sem tako naredil, da slika pride tale point, ker je point, tukaj se mogoče ne vidi zdaj, point pride točno na tole okrogli del stetoskopa, se pravi, da je to točka tista, tudi točko simbolizira. Zdaj pa seveda, ker Better Appointment, da se napis spremeni z Better Appointment, sem potreboval dva napisa, ampak ker se en napis ne prilije dobro drugega, ker se potem tale Better spremeni, sem dejansko pol dal še enega, Better Point, in če greste potem gledati v animacijo, je pa čisto enostavno, se pravi, en napis, ostane tale Better, skozi enak, ni animiran, Better Appointment ostane, torej tisti, ki se bo prelil v sam appointment in ga potem zbriša. Če pogledate, je to čisto pol, če gremo nazaj, aha, tukaj se ne vidi, ampak če gremo potem nazaj pogledati, pol se enostavno, tale del je enak, tale se pa spremeni v appointment. In je to potem lep diapozitiv za začetek samega podjetja z samo razlago vseh tistih 5 ali pa do 10 ekranov za poslovni načrt. In še pol tem tretje, če dolgo razmišljate, pa potem boljš, vedno nek napredek se da v desno se pokaže napredek, ponaj v levo so starejše, stare stvari, mogoče slabe, neuspešne, negativne, na desno so pozitivne. In tale je potem čist tipičen primer tega, tale ekran. Če opazite, kaj sem naredil, tole, če opazite, tole je takšna psihološko, na tem subliminalnem nivoju, kot se reče, podzavestnem, kaže na puščico, Tako da to potem simbolizira na desno, na napredek,
da je torej podjetje napredno, da gre naprej, da razvija nove produkte in da bo se nadaljevalo z razvojem in z uspešnim dobičkom v prihodnosti. Ideja tega je verjetno že stara, verjetno veste, če ste slišali za tale logotip FedEx, ki ga je oblikovalec res dobro naredil takrat, če tole opazite, še enkrat tale ekran, tukaj noter je skrita dejansko pučica med E pa X in naj bi simbolizirala to, ker to je to ekspresna pošta, torej simbolizirala hitro dostavo in jasno napredek podjetja, da skrbi za inovacije in tako naprej. To se dostikrat uporablja, tako da malo razmišljate vidno o tem, kako lahko na tem podzavestnem nivoju vplivate na uspešno prezentacijo. Takole. Gremo še nazaj, še na tretji primer. Tole je pa potem tisto, kar bo mogoče zanimalo še koga, kako predstaviti potem razne gore podatkov. Vemo, da je treba veliko predstaviti, ampak to samo prezentacijo, ki jo predstavljate v živo, ne ustreza. In to razmislite, kako čim bolj tisto, kar je tiskanega, kar morate dati nekomu res, da bo to videl, da bo doma preštudiral ali po službi ali kjerkoli na poti, da bo lahko to dejansko potem v miru pogledal. V sami prezentaciji pa ne morate razlagati, na stotine in stotine raznih številčnih podatkov in tako naprej. Zakaj gre? Poglejmo si tole. Tole je izroček ene od prezentacij o nekem posvetovanju, vse ni pomembno, kaj je, in jasno bo ena raziskava in potem takšen graf. Prvič, ne vidi se, čist nič se ne bo videl tole na ekranu in bo zelo, zelo hudo recimo tole razlagati. Vse tele stvari, že same kategorije bi potrebovali nekdo pol minute, potem pa razlagati različne takele stvari, kot je tole, recimo veterani, da uporabljajo pošto, elektronsko pošto, kako komunicirajo, kaj uporabljajo največ, tako naprej, bo zelo, zelo težko. In to spada zares v tisti tiskani izroček, v samem prezentaciji pa žal ne. Zdaj, kaj je izboljšava, čisto preprosta, naredite nekaj takšnega. Se pravi, komuniciranje, hočete povedati samo veterani, samo en del podatkov, tiste bistveno sem izločil od tukaj, kaj sem uporabil. Sliko, jasno, slika, vizualizacija, potem boste veliko bolje uspeli dosegli, kar vas zanima. To se pravi, šel sem na neko tako portal, tale Stock Exchange www.sxc.hu in našel eno sliko takšnega dobrodušnega upokojenca, se pravi tistega, ki ima neko pozitivno sporočilo in kako potem starejši komunicirajo z drugimi generacijami. Še enostavna reč, sliko potem stavil noter kot ozadje in graf sam pa spremenil. Tisti graf, ki ste ga videli prej, kaj kaže, kako uporabljajo to veterani in če zdaj pogledamo vse tele stvari, ne uporabljate raznih teh, tle bi morala biti recimo kakšna legenda. To zbrišete, ker pa ljudje gledajo tole, pa potem grejo nazaj na podatke in naredite konfuzijo. Zbrišete vse tiste, kar je odvečnega, potem enostavne kategorije, e-pošta, klasični telefon, klasični pisan pogovor, 3 do 5 največ, potem se pa že počasi neha. Številski podatki, ne hude lestvice, naj ne bo recimo besedilo navpično gor napisano, pa vedno vodoravno, ker potem tudi moramo glavo obračati in tako naprej. In tukaj je dosti jasna skala, od 0 do 60, se pravi, lahko hitro razloži, kdorkoli vidi, kdorkoli tole na tole sliko, pogovor uporablja skoraj polovica veteranov z drugimi generacijami pri komunikaciji. Klasična pisma, pa klasični telefon približno enako, poraja se pa tudi že vedno več elektronska pošta za komuniciranje starejših. In kaj sem še uporabil, da ni treba študirati, katere te številske vrednosti, tukaj še ena manjka, sem nalaž pustil, da boste videli, kako se to naredi. Enostavno greste tukaj, tole dodate podatkovno oznako ali add data label. In če pogledate še enkrat, se pravi, to je potem dokončan sam tale ekran. Kaj se že potem, ker nisem dobil take slike, ki bi omogočala raztek čez cel ekran, enostavna reč, dodate en takšen pravokotnik, če pogledate, je to samo enostaven pravokotnik, ki sem ga dodal. Kaj sem naredil? Dodal gradient, se pravi iz neke temne barve, šel na to drugo barvo, ki sem jo izbral, pa čisto enostavno tako. Tukaj je to še mogoče malo lažje, ampak izbral sem tole barvo nekje na koncu te slike in sem rekel, da bo potem
gradient iz črne, tole se preliva v to barvo, ki bo približno ustrezala barvam same slike. In to naredi precej boljši efekt. Edino, kar bo treba še narediti, potem mogoče poravnati malo napis v testo, da se tale črta poravna in se pravi tudi tole se lepo ujelo s tem. Pa podatke spremeniti, vse tiste odvečne podatke, črte, zbrisati, kar ne rabite, skalo, legendo in tako naprej. In je potem jasno sama prezentacija, sam ekran veliko bolj učinkovit. Sploh, če zdaj pogledamo razliko med tem ekranom, ki je tukaj bil, skratka nepregledno že oddaleč, sploh ne vem, kaj je, kako predstaviti in jaz ga ne bi mogel predstaviti v 5 minutah, ne vem, če ga lahko vi. Tole pa lahko predstavim v 15-20 sekundah, mogoče pol minuta, pa malo več za starejše generacije. In bo razumljivo in bo tudi na tem čustveni vplivalo in bo posredovalo sporočilo, ki ga želite podati iz vaše raziskave. Aha, še ena stvar, trik PowerPoint gurujev na koncu za posladek. Kaj narediti, Če boste delali tiste klasične izročke, veste, kaj so, 3 ekrani pa črte zraven, Ampak, če morate dati res tiste tiskane, pa da da podatke, pa dejstva, uporabite te opombe kot izroček, Zdaj, slabost tega je, da ne boste tega mogli uporabiti, opomb pri sami prezentaciji, ampak večina pri prezentaciji uporablja samo, da vidi, kater je naslednji ekran, če imate dodatni, recimo, računalnik, pa pogledate, kaj se dogaja, Ampak te izročke pa mogoče fino ponotiranje, lahko potem sliko pomanjša tiste prezentacije in tu noter v te izročke, torej v opombe noter, boste dali tisto goro teksta, besedila, grafe, podatke in tako naprej in to potem natisnete in date vsem udeležencem. Tako v bistvu tisto goro podatkov, prestavite samo na papir, na prezentacijo pa ustreza samo le bistvo, tisto, kar želite pa predstaviti, kratko, jedrnato, poveste vse z besedami in potem tudi jasno z zgodbico poveste tisto vaše sporočilo, ne pa z golimi dejstvi, z nekimi stotimi, tisočinami podatki in tako naprej. Tako, to je bilo vse za danes, boljši videz prezentacij, končan, naslednji spletinar bo nedolgočasni grafi po parafi, kjer bomo malo več pogledali, kako naredite boljše grafe, malo se bili tukaj že nakazani, ko ste videli pri tem grafu zadnji, ki je bil, za vprašanja mi napišite na sergealfaprezentacija.si ali pa prek Facebook strani prezentacija in bom z veseljem odgovoril, tako da upam, da se vidimo še naslednjič. Hvala za ogled tegale in uspešne prezentacije vam želim.